Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, tudi v tokratni tedenski izdaji. Hvala Bogu, smo lahko zdajle malo bolj sproščeni, predvsem pa malo bolj norčavi, šegavi. Pust se namreč bliža in tudi letos bo prišel na celjske ulice s pravo povorko. Kako bomo lahko videli pustne maske, se jim morda tudi pridružili, pa v nadaljevanju ostanite z nami. Tako, o pustu danes govorimo, predvsem pa o tradicionalni pustni povorki, ki se bo tudi letos zgodila v Celju. Govorim o povorki osnovne šole Lava. Ravnateljica Marjana Kolenko je z nami. Marjana, dobrodošla. Lep dober dan želim. Čisto šegavo, čisto norčavo bova danes predstavili to eno res prijetno dogodivščino, ki se bo kmalu zgodila na celjskih ulicah. Niste letos pozabili na ta vaš tradicionalni pust, na ta pust, ki je vsako leto po celjskih ulicah vse nas, ki delamo, ne vem, ali v središču ali kje v bližini, zelo razveselil, ko smo gledali skozi okna. Natančno tako, 17. leto. To moram poudariti, da se res... Skoraj polnoletni ste že. Tako je, skoraj polnoletni, prihodnje leto bomo še bolj praznovali. Ja, ne bo nas ustavil, ker nas tudi preteklo leto ni, ko smo bili sicer skoraj da na svežem povratku v šoli, smo pripeljali eno skupino v mesto, tako da nismo prekinili tradicije. Zdaj letos nimamo nobenega razloga, da bi prekinili tradicijo. Bom na zelo take trdne temelje postavila, ker je to res. Ker se mi zdi, da je izjemno pomembno, da se trudimo tudi tem generacijam, mladim pa tudi odraslim, vedno znova priklicati v spomin nekaj običajev, nekaj vsebine, ki se skriva v tej naši bogati dediščini, kajti to je naša tudi kulturna dediščina, kamor sodi pust, in se mi zdi, da mu dajemo premalo poudarka, premalo pozornosti in se tudi bojimo, da bo izginilo, če bomo to dovolili. Zato se tudi tako trudimo, da mi dodajamo ta dogodek, ker to je za nas velik dogodek, in da otrokom omogočimo, da ustvarjajo, da seveda se hkrati tudi krepijo v tej zavesti, da so pustne šege in navade morajo ostati, da so pomembne zaradi tega, ker smo tudi zaradi tega Slovenci. Tako, da ni pust samo to, da gremo v trgovino, si kupimo kostim, ampak enostavno, da pust preganja zimo, da so to šege in navade, ki jih morajo otroci poznati. Marjana, kot si sama dobro omenila, 17. leto že na osnovni šoli Lava. Kako ste se recimo, Marjana, v začetku odločili, zdaj na to obdobje časovno je kar nekaj sprememb prišlo, ne? Že od samih vrednot otrok, naprimer, ne? Kako so se otroci, naprimer, pripravljali na pust? Jaz se spomnim v svoji osnovni šoli, to je bil prav dogodek, to smo v učilnicah si delali sami pustne kostume, maske. Kako je pa danes? No, malo, kakšna primerjava, no? Se mi zdi zelo zanimivo, glede na ta naš praznik. Prva leta so bila zagotovo kar težavna leta, kajti niso se strinjali ne vsi učenci, pa ne vsi učitelji. Tako da to je treba odkrito povedati, ampak potem smo si povedali, da je to res izjemnega pomena, da ne moremo govoriti o dejansko naši identiteti, če tudi ne omenjamo te prvobitnosti, kamor pa tudi sodijo res šege in običaji. In narodi po svetu znajo to varovati kot punčico očesa. In glede na to, da sem jaz nekoč seveda bila tudi na kulturi vmes in smo v Celju imeli take res velike pustne dogajanje, velike pustne povorke, tudi na sam pustni torek v mestu Celju, bilo je vse zelo drugače, se je meni zdelo, da nam pa manjka ta otroški mladostni del. In ko sem prišla kot ravnateljica, seveda mi je bilo to tudi eno izmed izhodišč, da predlagam, da začnemo. Imeli smo kar nekaj, kot rečemo, tudi krčev vmes, ampak smo vztrajali in lahko rečem, da danes smo kar ponosni na to, da vztrajamo na tem in da je to zdaj sestavni del nas, da je bistveno manj tistih posameznikov, ki sicer niso ravno navdušeni, ampak ustvarijo in naredijo pa, kar je zelo pomembno. Kaj ti gledamo tako, da je v tem času pred pustom, da tudi z otroki vsi spregovorijo, res
kaj je pravzaprav sporočilo tudi pustnega dogajanja, kaj nam prinaša, da je to na eni strani odganjanje seveda tudi zime, da prihaja veselje v pomladni čas in tako naprej, na drugi strani je pa pust tudi vedno ponujal aktualno dogajanje. Tako da je seveda v sodobni preobleki tudi bil zelo aktualen, lahko smo se norčevali in se včasih ponorčujemo iz stvari, ki nas žulijo čez leto, tako da tem je zelo veliko in tudi mi ostajamo temu zvesti, da na eni strani povemo, seveda tradicija je to, mi bomo pa vsako leto imamo tudi namreč eno rdečo nit pustnega dogajanja, kam se pa mi usmerimo zdaj tudi za našimi seveda pustnimi maskami. Zelo sem vesela, da smo prišli do stopnje, da delamo spet skupinske maske, kajti tu smo imeli največ težav. Individualizem, res, ta se nam je poznal celo na tem področju, zelo ne, jaz pa hočem biti, ne vem, ninja in tako naprej, ja, pa smo vedno rekli krasno, doma za torek, popoldne, dopoldne, kakorkoli je to odlično, tam si ne dajo, bomo rekli, si potešijo to željo individualno, ampak ta pripadnost tudi v skupinski maski ima pa popolnoma drug pomen. Tu smo mi najprej začeli tudi ugotavljati, kako smo se mi razgradili v bistvu kot skupnost. Kako nismo znali več stopiti skupaj, da nismo več prepoznali vrednosti, da cela skupina ustvari, kaj jaz vem, eno pustno masko, da bo predstavljala, kaj jaz vem, recimo knjigo, na pamet govorim, ali pa ne vem, da bo predstavljala, kaj jaz vem, recimo, ne vem, raziskovalce, če greva na naše polje. Ni bilo več tega in tako smo mi počasi le si potem povedali, da je pa tu ena priložnost, da se zaveš tudi tega, ne vem, kolektivnega ustvarjanja, ki ga mora biti in da upam, da tudi na ta način v ozadju malo prispevamo k temu, da se zavemo, da so te stvari sestavni del običaja tudi za skupnost. Opozarjate na nek način, tudi na to, da ne smemo pozabiti. Res je, zaradi tega, ker smo na vseh nivojih praktično zgubili ta občutek in tudi tu se nam je poznalo, zato sem tudi to povedala, čez kakšne, bomo rekli, na nek način take pozitivne ovire smo šli. Jaz bom rekla, da so bile to pozitivne ovire zaradi tega, da smo začeli drugače razmišljati. In zdaj sem ponosna na to, da smo vse to uredili in da lahko zdaj, ko si zadamo neko tematiko, da res gre, da jo učitelji sprejmejo, da otroci sprejmejo in otroci izjemno uživajo, ko lahko ustvarjajo. Namreč to je zelo pomembno še vedno poudariti. Ni res, ko pravijo, da danes otroci nimajo več domišljije in da so prazni na tem področju. Jaz bom vedno znova izpostavila, prazni so samo toliko, kolikor sem prazna jaz. Zelo dobro, ja. Ko pa sem jaz bogata v tem, da otroke peljem skozi nekaj, takrat pa ne govorimo več o tem in otroci radi ustvarjajo in seveda sledijo. In pustno dogajanje je en tak čas, ko si lahko to privoščimo, bomo rekli, v večjem izobilju kot sicer. Tako, in je treba to izkoristiti. Marjana, kako ste se recimo vi pripravljali na osnovni šoli Lava? Koliko otrok bo sodelovalo na pustni povorki? Čeprav fino je, da najprej poveva sploh, kdaj bo. Ja, tako je. Glede na zimske počitnice, mi imamo zdaj že 2 leti smolo, da vedno pade pust na naše zimske počitnice. Tako da en del Slovenije ima, tako da sem rekla, da bomo predlagali, da naj bo pust takrat, ko je cela Slovenija skupaj. Ne zaradi tega, ker se nam res zgodi, da zimske počitnice seveda vemo, da ni samo pustni torek tisti, ampak je tudi pustna sobota. Mi smo običajno lahko šli potem na pustno soboto in smo imeli mi takrat dan zase, pa smo potem enkrat izkoristili in je bilo to krasno, ker se mi zdi, da takrat je bilo najbolje, da pa kljub temu ne bi, bomo rekli, prekinili tradicije, smo se pa odločili, da naredimo na petek in naredimo ta pustni petek, en tak uvod v pustno dogajanje v mestu Celju in tudi ta petek, 25. bomo to naredili, tako v dopoldanskem času. Najprej se ustavimo ob 9.
približno v mestni četrti, Lava, tako da tam naredimo eno tako na tem velikem dvorišču, atriju, kjer je mestna četrt, da lahko tudi blokovski ljudje pridejo, si pogledajo dopoldne. Potem pa pridemo v mesto in na Trgu celjskih knezov bomo približno ob 10. uri, tam se zberemo, vse skupine, tam mlajše pripeljemo, ta veliki pridejo pa peš, tako da naredijo tudi že po sami poti, eno tako lepo vzdušje in približno ob 10:20 bomo krenili s povorko iz Trga celjskih knezov proti Turški mački, čez tržnico na Stanetovo ulico, Zvezdo, Krekov trg in tam bomo letos imeli posladek, ki nam ga bodo poklonili. Torej, upam, da smem povedati, da je to pekarna Geršak skupaj z Novim tednikom in Radiem Celje, česar smo izjemno veseli, da je nekdo enkrat tudi nam pa, bomo rekli, tako prišel na ta način nasproti, čeprav mi smo se prej vsa leta zorganizirali tudi sami. Tako, absolutno. Ker se mi zdi, da krofi ne smejo manjkati na pusta. In verjeli ali ne, otroci to, pa verjamem, da nimajo prvič krofa, ampak se ga res razveselijo. In to je to je sestavni del tega vzdušja in potem počasi seveda bomo s povorko krenili nazaj na Trg celjskih knezov, tam nekje okrog 11:30 ure, tako da ja, po mestnih ulicah je ta dan res izjemno živahno, tako se mi zdi, da otroci prav uživajo, ko lahko pokažejo to, kar so ustvarili. Upam tudi, da bomo bolj veseli, včasih nam kar tu malo zmanjka tudi otrokom, zanimivo, tega pustnega veselja, da bi res rekli, dajmo biti veseli. Ja, ampak kljub temu, veste, živimo v drugačnem času, pa so tudi otroci lahko tako malo zadržani iz tega naslova, ampak se potrudimo, da je živahno. Da jim potem date tisti občutek, ki jih pa tako ali tako potem povede v to prijetno vzdušje. Marjana, še tole, rdečo nit si omenjala prej, tudi letos jo imate, oziroma vedno se trudite, da jo imate. Kaj bo letos? Letos smo se odločili, da bomo malo potrkali na vest kulture. Aha, lepo. Ja, zaradi tega, ker vedno znova ugotavljamo, kaj se nam na tem področju dogaja in smo rekli, mi pa bomo sporočili, da kulture ne damo in da želimo, da se nam vrne nazaj v vseh možnih oblikah in tudi ta malce mačehovski odnos države do umetniškega ustvarjanja bomo na ta način tudi aktualizirali. Tako da, čisto tako, nekako so se nam karte zložile. V tej odločitvi imamo idejo že za naslednje leto, tako da sporedno vedno snujemo več, ampak res želimo biti aktualni na tem, ker se nam zdi, da lahko tukaj res malo aktualiziramo in potrkamo na vest tako, da ni dobro, da se praktično jemlje najbolj pomembno ljudem. Tako da, mislim, da bomo kar zanimivi. Ali pa da jemljemo vse za samoumevno, ne? Točno tako je. Tako, absolutno boste zanimivi. Marjana, jaz se že veselim. Pridemo tudi mi, torej vas spremljamo po celjskih ulicah. Lahko pomahamo maskama, ne? Lahko hitro pridemo malo ven skozi okno, pogledamo. Podpora je tudi izjemno pomembna, ne? Otrokom verjetno veliko pomeni. Izjemno. In tudi zato sem vesela, da mediji tudi povejo. Namreč ni stvar v tem, seveda mi v procesu otrokom damo in otroci ustvarjajo to, kar želijo, pa kljub temu si otroci želijo tudi, da jim res ljudje pomahajo, da si jih z užitkom pogledajo, ker se mi zdi, da je potem poplačan ta trud, ki ga prej v tem tednu priprav tudi vložimo v to. Ker kakorkoli je pripeljati, letos nas bo okrog malo čez 400, ker imamo namreč nekaj oddelkov v šoli v naravi, pa žal ne bodo prisotni, zato nas je toliko, ampak kljub temu to je le velika skupina mask, to ni kar tako v organizaciji, tudi ne. In nam je vredno, da pridejo ljudje, res, naredijo kako slikco, pomahajo, otrokom je to veliko veselje in se tega veselimo, da res prinesemo mi veselje drugim ljudem in da ga tudi nekaj nazaj dobimo. Absolutno.
Lepo, Marjana, se že veselim pustnega petka letos v Celju, povorka po ulici Osnovna šola Lava, torej z vsem bataljonom otrok, bo prišla, nas razveselila, mi pomahamo, potem se vsi skupaj posladkamo s krofi. Marjana, hvala lepa za tale obisk v našem studiu in hvala lepa za zdaj že 17. leto tega vzdušja po celjskih ulicah ob tem norčavem dnevu, ki ga, torej, kot si omenila, zelo lepo ne samo velja obeležiti, ampak velja se ga tudi spomniti in ga poznati, zakaj dejansko Slovenci imamo pust. Mogoče samo še povabimo na razstavo v mestu. Namreč včeraj smo naredili v mestu na Stanetovi ulici eno krasno inštalacijo. Lani smo prvič začeli, tako da imamo še en vidik zraven, na kar sem še posebej ponosna, zaradi tega, ker se mi zdi, da je treba tudi na ta način ljudi ozaveščati. Letos čakajo stilizirani kurenti na razstavi, tako da se splača priti in si tudi ta košček pogledati, kajti to je naša celovita slika zdaj, da že prej praktično napovemo, torej seveda z razstavo oziroma inštalacija je to bolj, ali intervencija se zdaj to imenuje v prostor in se splača pogledati in odgovoriti na vprašanja, ki smo jih postavili. Tako da zanimiva tudi iz tega vidika, tako da menim, da smo kar dobro naredili za to, da bo zavest tudi pustnega dogajanja živel med ljudmi. Zelo interaktivno, torej med nami in konec koncev med vami sredi mesta. Točno tako. Zelo lepo. Marjana, odlično, hvala lepa tudi za povabilo, torej na tole inštalacijo oziroma intervencijo v prostor. Lepo, z veseljem si jo ogledamo, v petek pa si pomahamo popustno. Krasno. Hvala lepa za povabilo. Srečno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Dragi moji, cajt je, da stopimo skupaj in kupujemo domače. Pri nas vedno poceni. Trgovine Joge! OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori. Novo v Celju.
Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli, Bar Meduza. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Ste željni dobre glasbe, smeha in humorja? Vse to nas čaka v novi oddaji na televiziji Celje. Za vas pripravljamo novo, čisto svežo oddajo, ki bo na sporedu vsak četrtek zvečer ob 8. uri z naslovom Večer v mestu. Z vami bova Maruša in Samo. Se vidimo kmalu. Tako tik pred pustnim dogajanjem, torej pa gremo še na upravno enoto Celje. Tudi mimo nje bodo prišle pustne maske osnovne šole Lava ta petek 25. torej, ampak vseeno pa zdaj potrkamo na vrata načelnika upravne enote Celje, Damjana Vrečka. Od katerega leta starosti naprej mora biti prisoten otrok pri zamenjavi osebne izkaznice in potnega lista? Ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista mora biti navzoč otrok, ki je dopolnil 8 let starosti. Z bivšo ženo imava urejeno skupno skrbništvo otrok. Ali potrebujem njeno soglasje pri zamenjavi osebne izkaznice in potnega lista za otroke? V postopku izdaje osebne izkaznice ali potnega lista otroku, kjer imata starša deljeno skrbništvo in imata različno prijavljeno prebivališče, uradna oseba upravne enote zahteva soglasje drugega od staršev. Lahko pa sta oba starša prisotna pri podaji vloge. Toliko v današnji tedenski izdaji. Želimo vam čudovito zadnjo februarsko sredo. Ko pride marec, kmalu potrka tudi pomlad, naj bo ta prijetna. Mi se vidimo spet prihodnjo sredo, vmes pa torej še opravimo kakšno pustno rajanje. Uživajmo in se vidimo čez en teden. Srečno!